V zadnjih mesecih so bile naše mišice, kosti in sklepi manj aktivni, zato je prav, da jih aktiviramo, ob tem pa ustrezno poskrbimo za svoje sklepe s prehrano in vadbo. Skoraj ni giba, pri katerem ne uporabljamo svojih sklepov. Uporabljamo jih že, ko stojimo, pri najosnovnejših aktivnostih. Spomlad kar kliče na vrt, v naravo, na rekreacijo. Naši sklepi pa niso vedno enako obremenjeni. Ko stojimo, je njihova obremenitev najmanjša. Pri teku, na primer, pa je ta že 2,5-krat večja kot ob mirovanju. Kaj vpliva na njihovo obremenitev? Že sama moč mišic, ki obdajajo sklepe, in seveda aktivnost, ki jo izvajamo. Pomembna pa je tudi telesna teža posameznika. Sila, ki deluje na sklepe, je pri ljudeh z večjo telesno težo večja. Za ohranjanje zdravih sklepov skrbi sklepni hrustanec. Ta blaži udarce in obremenitve in zadržuje sklepno tekočino. Njegov pomemben gradnik je kolagen, ki predstavlja kar 30% vseh telesnih beljakovin. V sklepu pa skrbi predvsem za njegovo prožnost. Telo ga proizvaja samo, vendar z leti vse manj, kar vpliva tudi na regeneracijo sklepnega hrustanca. Ob upočasnjeni tvorbi kolagena se tudi sklepni hrustanec obnavlja počasneje. To vpliva tudi na lahkotnost gibanja in lahko povzroča bolečine v sklepih. Zato je pomembno, da zanje ustrezno poskrbimo. Za ohranjanje zdravih sklepov lahko poskrbimo že z ustrezno pokončno držo. Nič manj pomembna pa niso hranila, ki jih zaužijemo. K tvorbi kolagena v telesu prispeva vitamin C, zato poskrbite, da ga boste zaužili čim več. Med sadeži ga največ vsebujeta papaja in kivi, nič manj pa ga ne vsebuje zelenolistna zelenjava. Z leti upočasnjeno tvorbo kolagena pa lahko nadomestite tudi z ustreznim prehranskim dopolnilom na osnovi kolagena. Pri izbiri je pomembno, da so njegove molekule čim manjše, saj se le take ustrezno absorbirajo na mesto, kjer ga telo potrebuje, torej v sklepe. Med hranili, ki pomembno gradijo sklepe in skrbijo za medcelično membrano, so tudi omega-3, nenasičene maščobne kisline, oreščki in mandlji. Za ohranjanje zdravih sklepov so pomembne tudi mišice, ki blažijo pritiske na sklepe in s tem zmanjšujejo njihovo obrabo. Če ste bili pozimi manj aktivni, začnite spomladi z aktivnejšo hojo, ki ji lahko dodate kakšno od krepitvenih vaj. Hojo kot najbolj naravno in vsem dostopno obliko gibanja si lahko popestrite s palicami in obogatite s krepilnimi vajami. Izbrali smo nekaj vaj, ki so zanimive in hkrati krepijo več mišičnih skupin hkrati.